Danes v Pomurskem dnevniku obeta se jima lepša prihodnost. Pokrajine bi vodili predsedniki. Zaključek državnega prvenstva. Golijada na fazaneriji. Vreme jutri sončno. Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v Pomurskem dnevniku. Žalostna zgodba 11-letne Zale in njene mame Judite iz Radmožanec, ki sta živeli v nevzdržnih razmerah, bo, kot kaže, imela srečen konec. Njuna stiska je ganila ljudi po vsej Sloveniji, ki pomagajo na različne načine. Ko smo prvič obiskali Judito in Zalo iz Radmožanec, nas je pričakal vonj po plesni. Soba, v kateri je bivala Zala, pa ni nič kaj spominjala na otroško sobo. Vse to pa je zgolj preteklost. V teh dneh poteka obnova njune hiše. Ne morem še do zdaj dojemati, kaj vse se je tu zgodilo, kak je bilo prej, pa kak je zdaj. Ravno v času našega obiska je streha njune hiše počasi začela dobivati novo podobo. Dela se izravnava strehe, torej rušta, popravilo celotnega rušta, nova streha in potem je to dela, predvidevamo, da bomo v 2 dneh zaključili. Streha, pod katero sta živeli doslej, je bila povsem dotrajana. Ob vsakem deževju je bila hiša polna vode. Streha je bila v čistem razsulu, ni držala vode, zamakalo, salonitke so bile popokane, tako da je bila v katastrofalnem stanju. Jaz sem se bala, da bodo streho porušili. Jaz sem mislila, da zide bodo se suli, ali ne. Tako so se potrudili, da bo narejeno in ne morem povedati, kakšen občutek je to. V času, ko potekajo dela, sta se Zalo preselili v bivalni kontejner. Pomoč zanjo prihaja iz vseh koncev Slovenije. Sem bila zelo presenečena, ka toliko ljudi, ka nas videli so v mediji, pa na Facebooku in so nam skočili na pomoč. Ogromno stvari za šolo, za oblačila, za hrano. To ne morem povedati, kakšen občutek je to, ka iz druge konce Slovenije, ka ti pošljajo paket, pa te obiščejo, pridejo ti na dom, ka te spodbujajo, ka idi naprej. Ne zaupati, samo naprej. In hvala lepa. Njena hčerka spreminjajoče podobe hiše še ni videla. Te dni je namreč na konjeniškem taboru, Judita pa je prepričana, da bo presrečna, ko se vrne domov. To bo za njo veliko presenečenje, da bo videla, ka nova streha je, nova okna so. In jaz poznam hčerko, ona zelo povesela. Kot nam je v telefonskem pogovoru povedala vodja projekta Dunja Lešnik, te dni intenzivno iščejo donatorje za fasado. Mali Zali pa je ob tem obljubila, da bo 1. septembra v šolo odšla iz popolnoma nove hiše. Osnutek zakona o ustanovitvi pokrajin predvideva 11 pokrajin. Pokrajine bi vodili predsedniki, dodatne zaposlitve ne bi bile potrebne. Prizadevanje za ustanovitev pokrajin v Sloveniji segajo 20 let v preteklost in zamisel tudi po zadnjem neuspešnem poskusu uresničitve pred dobrim desetletjem ni zamrla. Politika in javnost je ustanovitvi pokrajin v Sloveniji, sodeč po zadnjih aktivnostih, naklonjena kot še nikoli. Konsenz so dosegla vsa združenja občin, Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije in Združenje mestnih občin Slovenije, ki so s predsednikom Državnega sveta Alojzom Kovšco pobudo za začetek novih aktivnosti predstavili predsedniku Republike Borutu Pahorju. Po pogovoru s predsednikom smo sklenili, da krenemo s procesom ustanavljanja pokrajin, pravi murskosoboški župan Aleksander Jevšek, sicer predsednik Skupnosti občin Slovenije. Skupina strokovnjakov pod vodstvom Boštjana Brezovnika z mariborske pravne fakultete in Inštituta za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor je v vmesnem času pripravila osnutek zakona o pokrajinah. Ta predvideva uvedbo 11 pokrajin, vezanih na mestne občine. Po zdajšnjem predlogu bi po organizacijski ravni bile pokrajine najbližje občinam
Imeli bi predsednika pokrajine, ki bi se ga volilo na enak način kot župana. Imeli bi tudi člane pokrajinskega sveta, ki bi se jih volilo kot občinski svet in odbor pokrajine. Občina bi v principu ohranila vse svoje pristojnosti, vezane na lokalno prebivalstvo. Pokrajine pa bi prevzele širše regijske razvojne programe. Včeraj se je na soboškem letališču uspešno zaključilo državno prvenstvo v jadralnem letenju. Domačin Damjan Korpič je pristal na nehvaležnem 4. mestu. Svečano podelitvijo nagrad najboljšim tekmovalcem se je končalo 28. državno prvenstvo v jadralnem letenju, ki ga je že 10. organiziral Aeroklub Murska Sobota. Prvenstvo bo ostalo v spominu po izenačenem letenju tekmovalcev in zelo dobrem vremenu, ki je omogočilo izpeljavo kar 6 tekmovalnih dni. Merili so se v klubskem in odprtem razredu na nalogah, ki so zahtevale več 100 km dolge lete jadralnih letal. Leteli so v zračnem prostoru nad Slovenijo, Madžarsko in Hrvaško. Tekmovanje pa je uspešno zaključilo vseh 31 tekmovalcev iz 12 klubov iz 3 držav. Domačin Damjan Korpič iz Aerokluba Murska Sobota je na koncu zasedel nehvaležno 4. mesto z minimalnim točkovnim zaostankom za 2. in 3. mestom. Državni prvak v odprtem razredu je tako prvič postal Toni Šibancem iz Aerokluba Celje. Pred klubskim kolegom Nikom Šalejem in Miho Bergincem, ki jo je ločilo samo 11 točk razlike. Nič manj izenačeno ni bilo v klubskem razredu. Mladinec Mark Polajžar, ki se bo čez nekaj tednov udeležil tudi svetovnega prvenstva za mladince, je svoj talent in formo potrdil z naslovom državnega prvaka v klubskem razredu. Tesno za repom sta mu bila starosta slovenskega jadralnega letenja Janez Stariha in še en celjski mladi pilot Luka Ranđelović. Nogometaši Mure so v drugem krogu prve lige Telekom Slovenije premagali ljubljanski Bravo s 4-3. Čeprav so imeli črno-beli v četrtek še evropsko preizkušnjo, po kateri so izpadli v prvem krogu kvalifikacije Evropske lige proti Makabiju iz Haife in kupico poškodovanih ali zdravstveno načetih igralcev, so svojo nalogo proti sicer všečnemu novincu v ligi opravili po pričakovanjih. Točko iz Celja so igralci Anteja Šimunže nadgradili zmago v Fazaneriji. Prvi polčas je minil v razburljivi in živahni predstavi. Murin vratar je klonil v 20 minuti, toda vodstvo gostov je trajalo le minuto, saj je že v naslednjem napadu Žiga Kaus podal z desne strani pred gostujoča vrata. Tam je najvišje skočil Luka Šušnjara, žoga pa je nato domno Grilo spolzela čez golovo črto. Mladi Murin napadalec Kaj Cipot je v 33 minuti meril mimo gola, minuto pozneje pa je Bobičanec 20 metrov močno sprožil in zadel za 2-1. To je bil njegov drugi gol v tej sezoni. Takoj po začetku drugega polčasa je Jon Šporn lepo podal v prazen prostor, kamor je stekel Šušnjara in dosegel svoj drugi gol na tekmi in v sezoni za vodstvo Mure s 3-1. Gostje so 4 minute kasneje preko Aljoše Matka znižali izid na 3-2. V 74 minuti pa je za povišanje Murine prednosti poskrbel Žan Karničnik. V 83 minuti so se gostje vrnili v igro in zadeli zakončnik 4-3. Mura bo v tretjem krogu gostovala v Domžalah, tekma je preložena in bo predvidoma na sporedu septembra, saj so slednje zaprosile za preložitev tekme zaradi evropskih obveznosti. Preverite, iz katerih slovenskih regij se je v Pomurje priselilo največ prebivalcev in kje slovenski izseljenci iščejo nov dom. V začetku meseca smo ugotavljali, da naravni prirast v Sloveniji tudi letos ostaja negativen. Bistveno drugače je s selitvenim prirastom, saj sveži podatki Statističnega urada Republike Slovenije o selitvenem gibanju kažejo, da smo v 2018 na državni ravni zabeležili lani najvišji selitveni prirast v zadnjem desetletju. A medtem ko Slovenija v splošnem pridobiva vsaj s priseljevanjem, pa prebivalstvo v Pomurju opada tako na račun razlike med rojstvi in smrtmi, kot na račun izseljevanja. Pravzaprav smo za Zasavsko regijo edini statistični regiji z negativnim skupnim prirastom, torej z negativno rastjo prebivalstva tudi po prišteti statistiki priseljevanja in odseljevanja. Priseljevali smo se seveda tudi znotraj države, je pa to število z 103.961 notranjimi selitvami bilo 7,5% nižje kot v letu 2017. Večina prebivalcev, kar 80%, je pri tem zamenjala občino, okoli petina se je preselila v drugo naselje znotraj iste občine, skoraj polovica notranjih selivcev pa je bilo starih med 20 in 39 let.
Na spletnem portalu sobotainfo.com poročajo o policistu, ki je v službenem času zavrnil test za prisotnost drog. Več na sobotainfo.com, mi pa si poglejmo še kratke novice. Jutri bo sončno, v Vipavski dolini bo lahko še pihala šibka burja. Kakšno vreme nas čaka v naslednjih dneh, pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli delno jasen dan s temperaturami okrog 29 stopinj Celzija. Opoldne ste v Krinskem parku Goričko in Radencih namerili 26, v Lendavi 28, v Murski Soboti pa 29 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, v Vipavski dolini bo lahko še pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature v vzhodni Sloveniji, torej v Murski Soboti in Mariboru, se bodo gibale okrog 18 stopinj, čez dan pa bodo termometri pokazali 32 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo sončno in vroče. Temperature v naših krajih se bodo dopoldan gibale med 16 in 18, dnevne pa med 31 in 33 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili za danes, več zanimivih vsebin poiščite na naši spletni strani, mi pa se ponovno vidimo spet v sredo, jutri bo z vami Smiljan Kuhar. Nasvidenje.